Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, december je tukaj, mnogi se ga veselijo, predvsem zaradi tega, ker to pomeni, da smo že bliže koncu leta 2020. In moram priznati, da kar nekaj družin se je letos odločilo, da z božičnim okraševanjem in s tem, da dejansko pričaramo neko tako bolj božično vzdušje, kot tudi mi danes, da so začeli že novembra s tem. Zaradi tega, ker so pač bili doma in so želeli, da se čim prej to začne, da bojo gledali lučke, pa da se bojo malo zabavali in tako naprej. No, mi vam bomo danes posredovali različne nasvete, kako je lahko letošnji božič drugačen. Kako je lahko letošnji božič mogoče malce bolj ozaveščen v tem smislu, kaj izberemo, kako izberemo, na kakšen način nekaj pripravimo, kajti letos je bilo drugačno leto in zakaj ne bi poskusili tudi tega. In sicer med drugim boste izvedeli, kako še lahko okrasite smrečko, kako lahko dejansko počastite zemljo, živali in prednike, to je en tak poseben obred, potem tudi kako lahko praznujete zimski solstici, in zakaj bi vam priporočali, da morda letos pred božično večerjo uvedete celo meditacijo. Ja, skratka, veliko takih in drugačnih stvari boste izvedeli in če začnemo mogoče samim nasvetom, ki je meni zelo pri srcu in moram reči, da zdaj že nekaj časa to upoštevamo. Govorim seveda o tem, da vsako leto izberemo vsaj kakšen okrasek, takšen, ki se ga seveda naredi, ki ga naredimo sami in potem to tudi obredno postavimo na smrečko. Ifa svečenica Mateja Tomšič je bila lani v naši družbi, pripravila je mnoge obrede in vsi ti so tudi na voljo na YouTube kanalu Klepet ob kavi in tale obred okraševanja smreke pa se mi zdi, da je še posebej primeren za letošnje leto. Poglejmo. Pripravili smo par stvari, ki za nas pomenijo cilj. Lahko bi si tudi napisali na list plan za delo, naprimer, kot delamo v podjetjih, planiramo leto. In potem za to narediš en okrasek. Lahko napišeš, lahko narediš okrasek, se pravi, s tem posvetiš čas temu in nekaj iz tega materializiraš. Pokažeš, da to naj se zgodi. No, recimo, jaz bi dala tole, ker sem nek tak podoben kipec imela pri plodnosti prejšnjo leto in bom dala tole za lahkoten porod. Odlično. Ja? Odlično. In kaj zdaj naredim? In zdaj obesimo to na našo jelko, ki je namenjena temu, da nov ciklus začnemo. Se pravi, vsak okrasek, ki je gor, mora imeti nek namen. Ni dobro, no, zdaj ne bomo čisto spremenjali naših navad slovenskih, ampak lahko pa iz tega naredimo obred, ki bo res naredil vnos tega novega plana za leto. Se pravi, tega bomo dali pa za denar. Tegale, lahko damo za denar, tudi tegale smo pripravili za denar. Aha, kaj školjka, ne? Ja, školjke tudi kot denar, ta je tudi lahko tudi. Odlično, evo. Kreatorka imela v mislih, da je to neka transformacija energije znotraj nas, mislim, da, kar je kačica naredila. Ja, transformacija v mamico bomo to zdaj, ne? Tole bomo za blagostanje uporabljali. Za blagostanje, evo, jaz upam, da imate vi doma kakšno za blagostanje tudi doma. No, potem smo tole pripravili, zdaj mogoče bo malo težje. Za ljubezen? Ja, seveda, dva srca zharmonizirana, za harmonijo v odnosih. Ja. Ampak, dobro, tole je tako lepo, pa doma narejeno, pa to. A lahko gremo, recimo, ne vem, v trgovino, pa prav kupimo z namenom tega, tale bo pa visel. Danes smo v takem času, da vse improviziramo, seveda pa je več energije, več obreda, več fokusa, kadar delamo sami. In resnično sem obesila tudi doma na svoji smrečici tisti okrasek, obesek za lahkoten porod. In kaj ne rečem, je delovalo, vse okraske so delovali, vse sem dala z namenom in je nekako res šlo.
Super ideja je tole in za letos že imam pripravljen en velik kos gline, kajti iz gline bom pripravila določene okraske oziroma iz lesa, kot je recimo tale tukajle. In potem bom na tale les vžgala oziroma narisala, dorisala kakšne zadeve, ki torej sovpadajo z letom 2021. O tem bomo seveda govorili tudi na energijskih pripravah, ko se vsako leto pripravljamo na to. Sicer pa imamo kar nekaj krasnih lesenih, organskih, ekoloških okraskov, ki jih lahko naredimo. Tale je recimo slame na levi, pa potem desno storža, lahko marsikaj lepega pripravimo. No, šibice so bile tisti na levi, ja. Potem pa, kot vidite, storži, lešniki, vse je lahko še kako primerno, celo iz gumbov se da narediti, pa seveda cimet in glejte, kakšni lepi okraski. Doma narejeni, zagotovo si bomo to leto še posebej zapomnili in evo, tudi smreka je lahko drugačna. Sama zelo razmišljam v smeri takele smreke, ne, ki je lahko na koncu koncev celo lojtrica, ne, ali pa poglejte, krasno čudovita tale, ne, kar stenska in na takšen način torej se povsem izognemo nekim PVC smrekam, ki so na koncu koncev tudi hormonski motilci, ko to pride v telo, je torej hormonski motilec in zakaj ne bi bil letos božič malce bolj ekološki oziroma malce bolj zdrav v vseh pogledih. Glede na to, da smo v letu 2020 ugotovili, da je zdravje tisto, ki je najbolj pomembno in če se ne ukvarjamo z zdravjem, se moramo ukvarjati z boleznijo, zato se pa ukvarjamo torej z zdravimi okraski, z zdravo smrekico, ne, mogoče in vse tako naprej. In ja, zakaj ne bi torej ustvarili nekaj, na koncu koncev imamo veliko več časa z otroci, kot smo ga imeli prej in to jim bo zagotovo zabavno. No, naslednja ideja, ki bi vam jo želela pravzaprav predstaviti, pa je povezana z praznovanjem zimskega solsticija. Zimski solsticij se zgodi na dan 21.12. in v času starovercev je bil to zelo pomemben praznik in tudi dan, ko so goreli kresovi. Tudi sama, če le uspem, na ta dan zakurim ogenj. Vsekakor bom letos zakurila na ognjišču, na kurišču. In zakaj, kako, na kakšen način, kako je to povezano, pa več v naslednjem prispevku. Božič je tisočletja star. Torej, kot praznik lahko sprejmemo Božič res iz pradavnine, iz predkrščanskega časa, ko je sonce bilo tisti glavno božanstvo in ko je zdaj decembra, ko sonce umira in ko je dan vse krajši, ko je noč vse daljša, mraz. In naš davni prednik je takrat ukrepal. Kako ukrepal? Pomagate še v soncu, da ne bi umrlo. In je šel na hrib zakuriti kres in svetlobo in toploto ognja pomagati staremu Svarogu, da je vzdržal toliko časa, da se je rodil mladi Svarožič, mladi Bogec, mladi Božič. Pa smo že v današnjem imenoslovju. In je odrešil svet pred mrazom in pred temo. In ravno iz vsega tega na mnogih mizah raste tudi trava, in sicer posebna božična trava, ki se poseje na različne datume, na različne datume in privablja obilje v naše domove. Meni zelo ljub obred pa se navezuje na naše prednike. Naši predniki naj bi bili vedno med nami, naj bi nas gledali, spremljali iz neke druge dimenzije časa, prostora in naj bi se jim tudi ob teh praznikih poklonili na takšen in drugačen način. Lahko damo torej prav kot nekakšen obred. Enega nam je Ifa svečenica Mateja Tomšič prejšnjo leto takole razložila in prikazala v studio. Poglejmo.
In spet bomo uporabili vodo življenja in bomo prizvali, priklicali ali pa dali naš fokus recimo zemlji, vodi, zraku, rastlinam, univerzumu, soncu, zvezdam, živalim, človeškim bitjem in vsem, kar je potrebno, da bomo to lahko tudi realizirali, se pravi konkretizirali in se pravi napolnemo, prizovemo. To je naša metafora, ko smo rekli, imamo seme. Če seme nima zemlje, ne more zrasti v nekaj. To je ta del zemlje. In s tem se tudi povezujemo, da to tukaj, v tem vidnem univerzumu, želimo realizirati. In to, kar smo skuhali, to, kar smo pripravili, potem pustimo. Pustimo, to pustimo. Koliko časa? Lahko 2-3 dni. Potem to damo stran? Ta del, en majčken simbolični del uporabimo za ta priziv in ga ne uporabno za hranjenje, ves ostali del pa ja. Še bolj kot to, da se zdaj probamo zapomniti, kakšna hrana, koliko dni je ta del, da vse, kar počnemo že tako ali pa tako, da lahko naredimo s fokusom obred, ki bo usmeril naše delovanje, našo energijo. Se pravi, lahko imamo tudi samo vodo ali karkoli, ali pa neko simbolično stvar, ki jo potem uporabimo. Odlično, kaj ne? Torej, vse, kar boste letos pripravljali, ali je to potica ali kakorkoli, en košček lahko date torej na stran za prednike. To so včasih počeli predvsem za 1. novembra, tudi v praznikih je čas, da naredimo to, da se poklonimo vsem tistim prednikom in evo, praznični obredi torej za bolj zavestne praznike, kot smo že rekli, torej sama okrasitev smreke je že lahko tašna, potem lahko počastimo zemljo, živali, prednike, kot smo pokazali, praznujemo zimski solstici. Je pa zelo zanimiv način tudi ta, da preden seveda gremo k hranjenju, preden seveda gremo k večerji, da meditiramo. Zdaj, nekaterim se bo to zdelo ono, okej, zdaj se jim je pa res čisto zmešalo, ne, so se jim možgani skisali. A vendarle, bom rekla, mogoče molitev, niti ne meditacija, ampak v vsakem primeru, kaj je smisel tega? Smisel tega je, da se za trenutek ustavimo, preden navalimo na hrano, da se za trenutek ustavimo, da pogledamo hrano, da povonjamo hrano, da se zahvalimo, da dejansko si vzamemo trenutek, da pomislimo na to, kje smo, kaj smo, ker ves čas samo dirjamo naprej in dirkamo in dirkamo in dirkamo in imamo občutek, da se pravzaprav nikoli niti ne ustavimo. In zanimivo je, da če bomo naredili to in zares prežvečili hrano, si vzeli čas za to, da bo ta hrana tudi bolj zdrava za nas. Kaj to pomeni? To pomeni, da kadar mi pogledamo hrano, povohamo hrano, si vzamemo trenutek zanjo, se naš želodec bolje pripravi z ustreznimi vrednostmi. Naši encimi dejansko se pripravijo, von stimulira vse te encime, ki jih imamo potem v ustih, se stimulira dejansko ta slina. Skratka, bolj bo hrana absorbirana. Tisto, kar je dobrega v tej hrani, bo telo bolje izkoristilo. Zato bi pravzaprav neko meditacijo, zahvalo, molitev, trenutek pred tem, ko jemo nek obrok, morali vsak dan vključiti. In na klepet@kavi.si imate kratko meditacijo pred hrano, ki si jo lahko predvajate, boste dejansko, lahko jo vedno predvajate, lahko pa na nek način ugotovite, kaj je poanta tega in zares začnete uživati vse te učinke. Boste videli, popolnoma druga izkušnja obroka je, kajti nemalokrat se zgodi, na to večerjo pa se pripravljamo, pa tak, pol pa cik, je pa zelo hitro mimo. In dajmo si torej vzeti čas za hrano.
To je namreč tudi ena izmed teh vadb oziroma orodij, tehnik, ki jih delamo na meditacijskih vikendih. In v letu 2021 vsekakor lahko pričakujete več meditacijskih vikendov v Strunjanu, ne samo v Strunjanu, tudi na drugih različnih koncih Slovenije, kajti to so tisti vikendi, ki ljudem pomagajo najti znova povezavo sam s sabo in pa, da dejansko res izkoristimo svoje polne potenciale. No, kljub praznikom smo lahko definitivno zdravi in za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov. Proti mačku pa jaz upam, da sploh ne pridete do tega, kokosova voda, kurkumin in vitamin C čudeže dela tale trojček, verjemite mi. Proti napenjanju in napihnjenosti, ki se zgodi, ko mešamo različno hrano ali pa se prenajedamo, pojemo preveč. Tukaj je ena finta in sicer, da probiotike vzamete en probiotik pred to večerjo. Se pravi, greste, oziroma ne vem, če lahko kam greste, si pripravite nekaj in vidite, veliko bo vsega in tako naprej, že prej dejansko vzamete probiotik in pa preden začnete jesti, malce dvignete kislino v želodcu, da bo boljša presnova in to lahko storite z limoninim sokom, tudi z ingverjem, celo z požirkom vina ali s kakšno švedsko grenčico in kot smo rekli, torej nujno prebiotike, probiotike s prebiotično mešanico na začetku. Če pa imate takšne, ki so zraven še encimi, pa še toliko boljše. In evo, še zadnji nasvet, da bodo ti prazniki zdravi oziroma da ne bomo januarja celi taki in drugačni. Za razstrupljanje, seveda ne samo zaradi veliko alkohola in po alkoholu marsikdo je posegel v tem času, mogoče celo preveč, pa tudi zaradi nezdrave hrane. Formula za jetra in črevesja je sestavljena iz različnih zelišč. Torej, ekološka zelišča nam lahko znatno pomagajo, da bomo mi svoje telo spravili v stanje, da bo imunski sistem ostal trden. In več o tem nam je zaupala tudi Jelena Dimitrijevič. Poglejte si to oddajo na YouTube kanalu, sicer pa uživajte vse to, kajti januar, februar, marec in tako naprej, to so še vse tisti meseci, kjer je bistvenega pomena, da dejansko ohranimo dober imunski sistem in ostanemo zdravi. No, certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič pa je tudi pripravila nekaj nasvetov, kako preprečiti, da bi se zredili med prazniki. Dobro bi bilo, če vemo in če bomo vedeli, da se bo nekaj takega dogajalo v prazničnem času, da se pripravimo, že delamo probiotično kuro. Če ne pojemo dovolj vlaknin, pa smo rekli, da so ful pomembni, lahko si pomagamo s psiliumom, recimo, to si lahko dodajemo. Če smo veliko pod stresom, uporabljamo rastlinice, ki tudi znižujejo stres, tudi vitamini B kompleksa, kakšna bazilika, tudi recimo stvari, ki so adaptogene, recimo rastline, ki nam pomagajo pri zniževanju stresa. Tako da nekaj teh načinov, ki nam lahko hitro naredijo to spremembo, pa tudi za zmanjševanje vnetij, ker vemo, če pojemo veliko procesirane hrane, avtomatski, marsikdo misli, da to bo prišlo, ne vem, če bom jaz tako jedel en mesec, ampak hitro se pozna na telesu. Tudi v krvi, če bi delali analizo krvi, pa pol tekočino, recimo tole, ko pogledamo, bi bila zamaščena od tega mesa, pa ne vem, česa vse. Tako da hitro se zgodijo spremembe, ampak če pazimo na svoje telo in mu dodajamo, tudi pomagamo v tem procesu razstrupljanja in uravnavanja zadev, potem se tudi to hitro pozna. V povprečju se človek med prazniki zredi 2 kilograma. Da se ne boste zredili, mogoče celo shujšali kakšen odvečen kilogram, upoštevajte te nasvete, še več jih najdete na klepetobkavi.si. Pa lep začetek veselega decembra in še enkrat srčno vas vabim, da se letos pridružite energijskim pripravam za leto 2021. Več informacij na klepetobkavi.si.